Med vami še posebej lepo pozdravljam kolegico dr. Špelco Mežnarjevo, ki se je prijazno odzvala mojemu vabilu oziroma vabilu univerze in bo danes podala zanimivo predavanje z pravnega področja, tokrat o slovenski ustavni identiteti. Naj nekaj besed povem o dr. Mežnarjevi. Midve se poznava že vrsto let, tako da jo bom tikala. Upam, da ne zamerite in da tudi ti ne zameraš, jasno. Kljub izredni mladosti oziroma relativni mladosti dr. Mežnarjeve pa je njen življenjepis izjemno impresiven in izjemno bogat. V pravni stroki je zelo uveljavljena in prepoznana pravna strokovnjakinja, sicer pa je trenutno oziroma od leta 2016 sodnica Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Veste, da Ustavno sodišče je tisto najvišje sodišče, ki bdi nad varstvom človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Republiki Sloveniji. Sicer je dr. Mežnarjeva doktorica pravnih znanosti, doktorirala je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, opravila je vrsto izobraževanj tudi v tujini, od ZDA, Nizozemske, Finske in Nemčije in še nekaterih drugih držav. Njeno raziskovalno in strokovno delo je posebej osredotočeno na področje civilnega prava, zlasti tudi prava intelektualne lastnine, avtorskega prava, patentnega prava in drugih področjih intelektualne lastnine, potem pogodbenega prava, mednarodnega kolizijskega prava in drugih pravnih področij, ki jih lahko uvrstimo pod neko okrilje civilnega in gospodarskega prava. Ima tudi bogate izkušnje iz odvetništva, kar se mi zdi, da predavatelja še posebej obogati, sicer pa je tudi redna predavateljica na različnih ustanovah, nekaj časa je poučevala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, sedaj na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju, je redna gostja vseh pravnih izobraževanj za sodnike, odvetnike in druge pravne strokovnjake. V letu 2005 je bila tudi razglašena za mlado pravnico leta, če drži to, a ne? Skratka, verjetno sem še kaj pozabila, ker življenjepis je izjemno bogat in zelo impresiven. Današnja tema, kot rečeno, je slovenska ustavna identiteta. Predavateljica bo skušala odgovoriti na naslednja vprašanja, ali v naši ustavi, se pravi v Ustavi Republike Slovenije dejansko obstajajo določene določbe, ki jih nikoli ne spreminjati, ali in kaj v ustavi neke države odseva skupinsko identiteto naroda, koliko se pojem ustavne identitete prekriva z narodno identiteto in tako naprej. Skratka, vprašanja so zelo zanimiva, niso izključno pravna, so tudi zelo filozofska vprašanja, predvsem pa so zelo aktualna vprašanja za slovensko družbo. Tako da z veseljem predajam besedo in povabim zagovorniški oder dr. Mežnarjevo in se veselim njenega predavanja. Dober večer oziroma dober dan. Hvala lepa za to lepo predstavitev, Maji. Najlepša hvala rektorju za povabilo na to predavanje in vam seveda, da ste se udeležili tega dogodka. Jaz upam, da ne bo pravniško dolgočasen. Ljudje do pravnikov pa pravnic ne gojijo nekega posebnega navdušenja ali pa posebnih pričakovanj, ker ponavadi imamo ali 5 različnih mnenj o enem samem problemu ali pa stvari tako zakompliciramo, da nihče ničesar ne razume. Tako da bom skušala danes se držati tem, ki so tudi za vas lahko zanimive, ki so lahko pravzaprav zanimiva za vsakega razmišljujočega človeka. Boste pa videli, da se pač pri svojem delu ali pa opažanju, zlasti zdaj pri delu na Ustavnem sodišču, ne morem vseeno ne izogniti spoznanju, da živimo v relativno mladi državi, ne relativno, živimo v mladi državi. Slovenija je pač stara še ne 30 let in v življenju ene države je to zelo malo.
Tako da verjetno smo en najstnik, adolescent z težavami v tej začetni fazi svojega življenja in zato je tudi treba imeti razumevanje. Včasih se mi zdi krivično, ko našo državo sami ponavadi zelo kritično ocenjujemo različne njene podsisteme in jih skušamo ocenjevati z merili velikih držav. Ja, saj je res, recimo v Nemčiji marsikaj boljš funkcionira, ampak če primerjamo nemško zgodovino pa državnost, je seveda težko tiste kriterije prestaviti kar tako v naše okolje. Tako da to je ena taka osnovna misel, ki bo tudi danes prevevala to predavanje, ki bo namenjeno vprašanju, kaj je sploh in ali obstaja naša ustavna identiteta. Gotovo se mnogo znanosti in strok, zlasti v družboslovju pa humanistiki, sprašuje o tem, kaj je naša slovenska identiteta. In identiteto lahko iščemo na različnih področjih našega življenja pa našega delovanja. In ustavna identiteta je pač samo en zelo specifičen problem ali pa eno zelo specifično področje, kjer se sprašujemo, kaj je takšnega v naši slovenski ustavi, da je specifično za nas, da nas identificira, ampak ne identificira kot Slovence, čeprav tudi kot Slovence, ne samo kot Slovence, ampak kot neko pravno, slovensko pravno tvorbo, pravno, kaj nas identificira kot Slovence, kot slovenske državljane. Najprej moram definirati, kaj sploh ne bi bil ta pojem ustavna identiteta, zdaj če zanemarimo, da govorimo o slovenski. To je pojem, ki je postal v zadnjih desetletjih, 10, 20 let, 30 morda, zelo modern, bi lahko rekla. Zlasti v Evropi, tudi v ZDA, ki ima bogato ustavno tradicijo, ampak zlasti v Evropi. In zanimivo je, da se je pojavil sorazmerno s krepitvijo pristojnosti Evropske unije. Ko se je začelo v Evropi dogajati to, da je Evropska unija začela prevzemati več in več pristojnosti, ki so jih včasih imele nacionalne države, so se nekatere države začele temu tudi upirati. In zdaj ne govorim samo, ali pa sploh ne govorim o aktualnih problemih, recimo v zvezi z različnimi pogledi na migrantsko problematiko. Zdaj govorim čisto o klasičnem vprašanju prenosa suverenosti. Čeprav so se države že samim tem dejstvom, da so postale del Evropske unije, morale odpovedati določenemu delu svoje suverenosti, pa so sčasoma potem tudi lahko ugotovile, da jim to vedno pa ne ustreza. Recimo en tak zelo preprost primer je, kaj narediti takrat, kadar vas neko pravilo evropskega prava zavezuje k nečemu, kar bi pomenilo kršitev naše ustave. Čemu dati prednost? A ostati zvesti svoji ustavi, ali ostati zvesti temu, da smo se odločili vstopiti v EU. In različne države, zlasti pa njihova najvišja sodišča, ustavna ali pa vrhovna, v državah članicah EU so se soočila s tem problemom. In v tem pogledu razvoja koncepta ustavne identitete zlasti prednjači Nemčija in nemško ustavno sodišče. V resnici je to koncept, ki ga je, lahko bi rekla, zelo poglobljene dimenzije razvilo ravno nemško ustavno sodišče. In o tem konceptu danes v moji stroki ali pa mojem poklicu razpravljajo po celi Evropi in se o tem zelo veliko govori. Kaj je ustavna identiteta posameznih držav, Španije, Italije, Hrvaške, Slovenije, Nemčije in tako naprej. In ko smo Slovenci povabljeni v te družbe, da bi kaj povedali o tem, kaj je naša ustavna identiteta, se v resnici znajdemo pred težko nalogo. In tudi danes to, kar vam bom povedala, bo po svoje pogumno, ker bom govorila nekaj, kar pravzaprav še ni razvito kot koncept, in po drugi strani skromno, ker vam ne bom znala prav bogato povedati, kaj bi naj to bilo. Ampak vendarle, poskusila bom iz tistega, kar imamo doslej, kar je doslej ustavno sodišče o tem povedalo, pojasniti, kaj jaz osebno ocenjujem kot neke vrste zametek naše ustavne identitete. Zametek. Torej, o čem sploh govorimo? Ustavna identiteta se lahko ima različno vsebino, na njo lahko gledamo z različnih zornih kotov in vsak od teh potem tudi lahko pripelje do nekega drugačnega rezultata.
Prvič, en tak preprost pogled bi bil, ko se vprašamo, kaj je naša ustavna identiteta, da vzamemo ustavo, če imate tle recimo računalnik ali pa telefone, smartfone, si lahko pogledate malo našo ustavo, tekst ustave, se je zelo razumljiv. In lahko preberete in se vprašate, katere od teh določb v naši ustavi so take, so najpomembnejše, po domače povedane, so morda take, da se jim nikoli ne bi želeli odpovedati. Namreč tudi ustavo se da spremeniti. Ustava ni nespremenljiv dokument. Tako kot se da zakone spreminjati, se da spremeniti tudi ustavo. Samo malo težje je, ker je potrebna večja večina v parlamentu, ampak se jo da spremeniti. V Nemčiji recimo, nemška ustava ima eno določbo, ki se ji reče Ewigkeitsklausel ali pa v angleško eternity clause, ki pomeni, da nek člen v ustavi, ki reče, teh pa teh določb v nemški ustavi se ne sme spreminjati. Pravi, če bi jih spremenili, to enostavno ne bi bila več ta ustava, to ne bi bila več ta država. Te določbe lahko spremenimo samo v neki novi državi, nekem čist drugem konceptu, kot ga živimo zdaj. Zelo spet poenostavljeno povedano, katere so te določbe v Nemčiji, recimo njihova temeljna federalna ureditev, delitev med posamezne zvezne dežele, federacijo, te pristojnosti, ki jih imajo zvezne dežele, to je svetinja, in nekatere, res samo nekatere temeljne človekove pravice, recimo človekovo dostojanstvo, kot eno tistih ključnih določb pa pravic človeka v nemški ustavi in njihovi presoji. Se pravi, prvi vidik gledanja na ustavno identiteto je, da vzamemo ustavo pa rečemo, kaj je tu noter tako pomembnega, da se ne sme spreminjati. To je en vidik. Drugi vidik je, kaj je pri nas takega, pa ne, seveda tudi v ustavi, čemur se ne želimo odpovedati niti tedaj, ko vstopimo v neko nadnacionalno skupnost, kot je Evropska unija, na katero smo sicer z našo ustavo prenesli dele svoje suverenosti. Mi smo v ustavi sprejeli poseben člen, s katerim smo omogočili Evropski uniji, da recimo namesto našega parlamenta sprejema določene stvari, ki so pri nas neposredno zavezujoče. To je velika stvar, z vidika suverenosti. Torej, kaj je takega, da nas identificira? Zakaj je to pomembno tudi? Zato, ker v pogodbi o Evropski uniji obstaja en člen, 4. člen, drugi odstavek 4. člena, ki pravzaprav reče ravno to, da mora tudi Evropska unija spoštovati narodno identiteto. Tam pa govori, zdaj pa spet pozor, o narodni identiteti. Jaz sem do zdaj uporabljala izraz ustavna identiteta. To ni nujno isto. Torej, tudi Evropska unija kot taka goji neko spoštovanje do specifik držav članic, do njihove zgodovine, njihovega naroda, kulturnega izročila in tako naprej. Se pravi, to je drug vidik gledanja, kako svojo identiteto ohraniti tudi znotraj neke širše skupnosti. Podobno vprašanje kot kako svojo identiteto ohraniti v družini. V družini se moramo tudi prilagajati. Ne moramo skozi početi tistega, kar želimo, pa govoriti tistega, kar želimo. Podobno država, ko stopi v Evropsko unijo, se mora začeti prilagajati, ni več sama na svetu. No in tretji vidik gledanja na ustavno identiteto je pa pravzaprav bolj filozofski, pa tudi sociološki, in z njim se ne ukvarjajo samo pravniki. Ta je verjetno bolj značilen recimo za Združene države Amerike. Poznate to preambulo, We the people of the United States smo sprejeli to ustavo. In se pa sprašuje, koliko se kolektivna identiteta nekega naroda, recimo zdaj slovenska, identiteta naša, slovenska, narodna, izraža v ustavi. Kaj v ustavi je odraz ali pa izraz naše narodne identitete, naše morda kulturne, naše morda zgodovinske identitete. To je pa tretji vidik gledanja na ustavno identiteto. In zdaj, če skušam preideti kar k vprašanju, kaj od tega sploh lahko najdemo, bodisi v naši ustavi, bodisi, kar je morda še bolj pomembno, ampak zagotovo je bolj pomembno, v praksi našega ustavnega sodišča. Zakaj? Zato, ker povsod, kjer je ustavna identiteta pomemben koncept, jo je razvilo ustavno sodišče. Ni razvidna kar tak iz ustave ali pa iz nekega predpisa, sploh ne. Gre za
popolnoma nov koncept, ki ga skoraj vedno razvije Ustavno sodišče. Tako da, če se vprašamo, kje je zdaj pri nas naj poiščemo ustavno identiteto v Sloveniji, ja, treba je brati odločbe Ustavnega sodišča, pa Ustavo seveda, in jih povezovati. Se pravi, kaj lahko zdaj zelo preprostega takoj ugotovimo, če poznamo odločbe Ustavnega sodišča, pa poznamo našo Ustavo, da vam zdaj dam kar odgovore. Prva stvar, ki jo lahko ugotovimo, je, da iz odločb Ustavnega sodišča ne izhaja kaj veliko vsebine ali pa ne izhaja ta koncept ustavne identitete. Recimo besedna zveza ustavna identiteta se v nobeni odločbi Ustavnega sodišča doslej sploh še ni pojavila. Morda v kakem ločenem mnenju posameznih sodnikov, pa mislim, da celo to ne. Ampak prav kot besedna zveza tega v odločbah Ustavnega sodišča ni. To je že prvi pomemben podatek, za razliko od drugih ustavnih sodišč. Zaenkrat ni nobene odločbe, ki bi se kakorkoli celostno ukvarjala s tem vprašanjem. Druga stvar, vse odkar obstaja Ustavno sodišče in Ustava od leta 1991 naprej, obstajajo pa vendarle neki sporadični izrazi nekih idej, iz katerih počasi verjetno tkemo to našo ustavno identiteto, zavedno ali pa nezavedno. In sicer zlasti skozi omembo samobitnosti slovenskega naroda. Ta samobitnost bi se morda lahko prevedla kot neke vrste specifična in kulturna identiteta Slovencev. Zakaj je uporabljen izraz samobitnost? Zelo verjetno zato, ker se na samobitnost, prav na ta izraz, sklicuje že preambula k naši ustavi ali pa v našo ustavo. No in nekaj takoj rečem, če bi že morala te zametke razvoja koncepta ustavne identitete v odločbah Ustavnega sodišča umestiti v katero izmed teh treh skupin, teh treh vidikov, bi verjetno najbolj pasala, sodila v to tretjo skupino. Ne? Še najbližje je nekako dosedanji izrazi v presoji Ustavnega sodišča o samobitnosti slovenskega naroda nekako še najbolj temu tretjemu ustrezajo. Ne? Kaj je zdaj ta kolektivna identiteta Slovencev, ki se odraža tudi v Ustavi? Zakaj imamo tako malo odločitev, ki bi se ukvarjale s tem konceptom? Vprašanje je gotovo večdimenzionalno in na njega ni enostavnega odgovora. Ampak najverjetneje je en razlog relativno preprost in precej očiten. To je, slovenska ustava nima te klauzule o nespremenljivosti nekaterih določb ustave, te eternity clause, ki sem jo omenila za nemško ustavo. Se pravi, iz nobenega člena v naši ustavi ne izhaja teh pa teh pravic človekovih ali pa teh pristojnosti se ne sme nikoli spreminjati. Iz tega bi lahko sklepali, da vse, kar je v naši ustavi, se da po nekem predpisanem postopku spremeniti. To je prva specifika. Ampak, ko rečem specifika, to ne pomeni, da smo mi v svetovnem ali pa evropskem merilu glede tega kaj posebnega. Sploh ne. Veliko ustav nima te klauzule. To ni problem. Ni zdaj naša ustava nič nazadnjaška ali pa nemoderna zaradi tega. Skratka, te klauzule mi nimamo, da bi lahko na nečem gradili, na nekem tekstu, ki bi izhajal že iz ustave. Druga posebnost ali pa značilnost, bom raje govorila, slovenskega ustavnega prava je velik pomen preambule, to je tega uvoda k ustavi, in velik pomen temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. To nista zdaj dokumenta, preambula je sam del ustave, temeljna listina pa je poseben dokument. Zakaj sta ravno ta dva dokumenta oziroma ustava pa temeljna listina tako pomembna pri tem konceptu? Ja, predvsem zato, ker nas, tako kot sem že na začetku povedala, verjetno zaznamuje našo ustavno identiteto predvsem recimo troje. Prvič to, da je naša ustava nastala hkrati, ko je slovenski narod prvič v svoji zgodovini izkoristil in realiziral svojo pravico do samoodločbe. Se pravi, prvič, ko je v zgodovini človeštva nastala slovenska država, država Slovencev. In ravno ta nastanek nove države nas zelo zaznamuje, tudi
ustavno gledano. In seveda mladost te države. Drugič, mi nismo leta 1991 dobili samo prvič svoje nove države, ampak je prišlo takrat do zelo temeljnega in korenitega preloma s državnim sistemom, s družbenim sistemom. Iz socializma ali pa komunizma smo prešli v tržno gospodarstvo in v demokracijo, iz enostrankarskega sistema v večstrankarski sistem. Skratka, prišlo je do enega temeljitega preloma v razvoju, recimo temu slovenske družbe. To je že drugi faktor, ki nas zelo zaznamuje, osamosvojitev Slovenije in ta prelom. In seveda tretja stvar, iz neke večje federalne države smo prešli v svojo majhno, samostojno novo državo, v kateri moramo samo 2 milijona prebivalcev zagotavljati vse tisto, kar morajo državi zagotavljati tudi veliki. Ravno prej sem rekla rektorju, ko me je spraševal, kako je na ustavnem sodišču, naše ustavno sodišče ima 9 ustavnih sodnic in sodnikov. Nemško ustavno sodišče jih ima 16, upam, da sem prav povedala. Ampak naša država ima 2 milijona ljudi, Nemci jih imajo pa 80, če se ne motim. In to je razmerje med nami pa Nemci. Hočem reči, iz kakšnega bazena kadrov črpa Nemčija za vsako tako funkcijo, pa iz kakšnega bazena črpamo mi. To so bistvene razlike in jih je treba upoštevati pri razumevanju funkcioniranja naše države. Skratka, to bi bilo tisto, kar menim, da so posebnosti ne samo naše ustave, ampak tudi posebnosti našega koncepta ustavne identitete. Skratka, zelo močno nas zaznamuje dejstvo, da je pred 30 leti nastala nova država, da je izšla iz neke nekdanje države Jugoslavije, ki je razpadla, in da nismo dobili samo nove države, ampak celoten paket novega sistema, političnega, gospodarskega, pa še kakšnega. Tu sem na kratko povzela preambulo, iz katere izhaja pravzaprav to, kar sem zdaj skušala povedati, ampak seveda v tistih besedah, ki so bile takrat leta 90 oziroma 91 toliko pomembne in ki jih pozna toliko ljudi, ki je takrat glasovalo na plebiscitu. Še ena stvar. Za nastanek Slovenije in našo novo ustavo je bilo zelo pomembno, da smo se zavezali k spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, zato ker je tudi nastanek slovenske države bil pogojen s tem, da so se v bivši državi človekove pravice in svoboščine kršile. In osnovna zaveza nove države je bila, da bo svojemu prebivalstvu zagotavljala spoštovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Tako da tudi to je del naše preambule in bi si upala trditi del naše ustavne identitete. Problem je samo, da je seveda je lepo reči, del naše ustavne identitete je spoštovanje človekovih pravic in svoboščin. Ampak to je v resnici toliko splošen koncept, da nič ne pove. Ga je treba konkretizirati, kaj so zdaj tiste temeljne pravice, ki stvorijo jedro te identitete. Zagotovo to ne morejo biti vse. Naša ustava, mimogrede, je znana po tem, da ima izjemno dolg katalog človekovih pravic in svoboščin. Redko katera ustava v Evropi ima v svojem besedilu tako veliko število pravic in svoboščin. Med njimi so nekatere zelo, si upam reči, moderne, zelo pomembne, ki jih imamo morda edini na svetu ali pa v Evropi. Recimo pravica do svoboda odločanja o rojstvih otrok, splav. Te pravice ni v drugih ustavah. Izjemno pomembna pravica za ženske. Temeljna in trajna pravica slovenskega naroda do samoodločbe, no in to, ta zadnji del, ki poudarja ta večstoletni boj za našo osvoboditev, narodno samobitnost in svojo državnost. Ko sem rekla, da je nekaj odločb Ustavnega sodišča doslej sporadično, tu in tam omenjalo samobitnost, moram takoj povedati, da v nobeni od teh odločb ni to nosilni razlog. Se pravi, tam, kjer je samobitnost omenjena, je vedno omenjena, temu rečemo obiter dictum, nekje mimo grede. Ne kot nosilni razlog, ampak pač kot en stranski argument, stranski produkt.
Tako da tudi iz teh 6 odločb v resnici ne moremo izvesti neke velike teorije ali pa teze o tem, kaj naj bi naša ustavna identiteta bila. Ampak da bi zdaj malo bolj praktično predstavila, s čim se sploh ustavno sodišče ukvarja, vam bom povedala, kaj je bilo predmet presoje v eni relativno aktualni odločitvi iz januarja 2017, se pravi stari dobri 2 leti, ko je nazadnje ustavno sodišče se ukvarjalo s samobitnostjo slovenskega naroda, pa z izročilom slovenskega naroda na tem prostoru. Šlo je za vprašanje, ki vam bo zelo preprosto v resnici in vam bo nedvomno znano. Bom najprej preskočila na tole. Mi imamo v Sloveniji en zakon, ki ureja praznike pa dela proste dni. V Sloveniji je 12 praznikov, ampak niso vsi prazniki tudi dela prosti dnevi, nekateri so, drugi niso. Ta del ni bil problematičen. Potem imamo pa v Sloveniji tudi 5 dela prostih dni. Sem prepričana, da marsikdo med vami ne loči, kadar imamo prosto, ne vemo, ali je to praznik ali dela prost dan. No in recimo Velika noč, v ponedeljek, imamo dela prost dan, ampak to ni praznik. Poleg Velike noči imamo dela proste dneve, ki niso prazniki državni, še Binkošti, Marijino vnebovzetje, dan reformacije pa Božič. Vse taka ureditev v glavnem obstaja povsod po Evropi in najbrž jo poznate, živite jo vsaj. No in pred ustavno sodišče je prišel en posameznik, musliman, ki je trdil, da ga taka ureditev zakonska diskriminira. Zakaj? Rekel je, ta ureditev oziroma privilegira večinsko katoliško prebivalstvo. Zdaj v Sloveniji dejansko, to so podatki iz statističnega, iz tega popisa prebivalstva 2002, v Sloveniji v resnici je največ katolikov, približno 58%. Ni niti toliko malo ateistov ali pa neopredeljenih, tam ateistov cirka 10%, pa ostalih neopredeljenih okrog 20%. Muslimanov je pa, muslimanski del prebivalstva je pa nedvomno manjšina, okrog 2,5% po tem štetju. Pa najbrž so številke približno enake tudi danes. No in ta gospod, ta pobudnik je pred ustavnim sodiščem trdil, jaz sem diskriminiran zato, ker si moram v nasprotju s svojimi kolegi, ki so katoliške, krščanske vere, vzeti dopust takrat, kadar želim praznovati svoje verske praznike, medtem ko moji kolegi lahko svoje praznike verske praznujejo brez dopusta, ne da bi jim bilo treba za to vzeti dopust, ker je itak po zakonu to dela prost dan. In če pogledate, kaj so dela prosti dnevi, dejansko vidimo, da v glavnem so na krščanske praznike. To ni zdaj prav zelo daleč od resnice, to je edina resnica. No in ustavno sodišče je moralo ugotoviti, a to pomeni diskriminacijo ali ne. Bila so še druga vprašanja, zdaj zelo poenostavljam, zato da je pač zanimivo, da lahko predstavim problem tako, da je vsem jasen. In verjetno nepresenetljivo je reklo ustavno sodišče, ne gre za diskriminacijo. Prva pomembna stvar je, bom tu začela, kadar zakonodajalec ureja datume, kadar izbira datume za svoje državne praznike in za dela proste dni, uživa pri tem široko polje proste presoje. To je vedno pomembno. Kadar ustavno sodišče reče zakonodajalcu, ti imaš veliko svobodo pri tem, kako lahko neko stvar urediš, to že pomeni, da se bo ustavno sodišče zelo nerado spustilo v to, kako je neka stvar urejena. Marsikaj bo prestalo našo presojo. In tukaj je izrecno reklo zakonodajalcu, to, kako ti urejaš praznike pa dela proste dni, to je tvoja svoboda. Seveda, če bi bili te dela prosti dnevi kar vzeti od nekod, sploh ne bi bilo nobene logike med datumi izbranimi pa tistim, kar naj bi se praznovalo, bi morda bil problem drugačen. Ampak najbrž nam je vsem jasno, da te datumi niso zbrani kar naključno. In kako je zdaj sodišče ugotovilo, da niso kar naključno zbrani? No, kaj je recimo reklo? To so zdaj prav citati iz te odločbe. Je reklo, te dela prosti dnevi in prazniki so zunanji izraz identitete državljank in državljanov Slovenije. Vidite, te se uporabljajo, te težki izrazi, ki že sodijo v koncept ustavne identitete. Se pravi, izbira datumov odraža našo identiteto. In ne samo to, datumi
odraža ali pa izraža tradicionalno sprejete vrednote, zgodovinsko povezane z življenjem na območju sedanje Republike Slovenije. In zanimivo je, da tu vidite, da se Ustavno sodišče ne poveže ali pa ne naveže na krščansko veroizpoved. Ne. Reče, to je v bistvu večinska tradicija tega ljudstva, ki tradicionalno živi na tem območju. Tako ateistov kot krščanskega dela prebivalstva, in ker ti predstavljajo večino, je lahko zakonodajalec izbral točno te datume ali pa te praznike za dela proste dneve. Obeležujejo pomembne zgodovinske dogodke, zdaj z pomembnim zgodovinskim dogodkom je tle seveda mišljen dan reformacije, ne? To je ta. Ali tradicionalno uveljavljeno obhajanje nekaterih verskih praznikov v Sloveniji. Izbrani so bili datumi zaradi njihovega izročila, tradicije izročila na območju Republike Slovenije. In iz vseh teh pojasnil ali pa iz definicij pravzaprav, ki se nanašajo na izbiro datumov za dela proste dneve, kaže lahko na nek način, kako si Ustavno sodišče predstavlja ustavno identiteto in jo povezuje z zgodovino ljudstva, ki živi na tem teritoriju, s kulturo tega ljudstva in na nek način tudi z vero, ki je tradicionalno prevladovala na tem območju. In še ena povezava na zgodovinsko identiteto. Zakonodajalec lahko uredi dela proste dni kot izraz identitete ljudi, ki zgodovinsko živijo na območju te države. In so povezane, zdaj pa spet navezava na širši prostor z izročilom evropskega prostora. Kaj želimo tle reči? Saj te prazniki ne odražajo samo identitete ljudi, ki živijo na območju Slovenije, ampak ker so pravzaprav se praznujejo povsod po Evropi, ampak so odraz širše evropske identitete, izročila ljudi, ki tradicionalno živijo na območju Evrope. In iz tega prvega stavka lahko na nek način izpeljemo tudi koncept navezave ustavne identitete na narodno identiteto in celo evropsko identiteto. Tako da v tem delu, iz te odločbe se mi zdi, ki je relativno sveža, pri njej tudi edina, pri kateri sem sodelovala in je samobitnost omenjena kot ustavni koncept, se mi zdi, da vendarle izhajajo neki zametki tega, kaj naj bi naša ustavna identiteta bila. Seveda je to daleč, res svetlobna leta daleč, če se izražim bolj v vašem žargonu, od tistega, kar je ta koncept predstavlja v bolj razvitih, ustavno tudi bolj razvitih državah. Ampak vendarle, to je prvi korak. In sem prepričana, z leti, z desetletji se bo ta koncept gradil. Ampak v pravu, razvoj prava je vedno tek na dolge proge. Tu se nič ne dogaja na hitro. Če pa se kaj dogaja na hitro, pa ponavadi ni dobro. Spremembe morajo biti počasne, morajo organsko zrasti iz sprememb v družbi. Koncept samobitnosti ali pa ustavne identitete, če želite, je v Sloveniji nedvomno močno zaznamovan z našo samostojnostjo, z našo mlado državnostjo in tudi z zavezo gojiti spoštovanje človekovih pravic in zlasti v tem okviru človekovega dostojanstva. In tako kot sem začela, tako bi tudi končala, pa potem, če bojo vprašanje, lahko tudi nadaljujem. Ne smemo biti prestrogi sami do sebe. Slovenija je mlada država, Ustavno sodišče tudi in zato tudi ni nič čudnega, da se koncept ustavne identitete še ni izgradil. Ne samo v celoti, niti ne do neke take mere, da bi že lahko govorili o nekem vsebinskem konceptu. Ampak vendarle zametki so tu in s spremljanjem razvoja ustavnosodne presoje v naslednjih letih in desetletjih sem prepričana, da se bo tudi ta vsebina vedno bolj napolnjevala. Zdaj pa se bom na tem mestu ustavila, če dovolite. Imam sicer še kaj zapovedati in tudi kako odločbo lahko še opišem, ampak če bojo kakšna vprašanja že v zvezi s tem, kar sem doslej povedala, bom pa tudi zelo vesela vaših vprašanj že na tem mestu. Ustavno sodišče je tudi obravnavalo, mislim, da presojalo Zakon o zaščiti živali in presojalo je zakol živali, ki ga izvajajo muslimani. Pa me zanima,
koliko je bilo pa v tej odločbi, oziroma koliko je ta odločba pomembna za razpravo o ustavni identiteti? Koliko se je pa tam izrazil, kaj dejansko to jedro tvori? Mogoče, če lahko malo več o odločbi, ker verjamem, da jo... Zdaj, nalašče hvala za to vprašanje. Nalašče nisem želela vključiti prav v to prezentacijo, ker ne bi želela, da se tisto, kar povemo o ustavni identiteti, zvede samo na ta problem verske svobode muslimanske skupnosti, ne, ali pa v kontrastu ali pa v razmerju do večinskega prebivalstva. To je en res majhen kamenček v mozaiku cele slike. In ta odločba se je ukvarjala v resnici z zelo podobnim primerom, ampak bi pa rekla, da ne zadeva pa prav ustavne identitete. Mislim, da ta mnogo bolj kot pa odločba o halal mesu, kot smo temu rekli. Ampak bom povedala, v čem je bil tam problem. V resnici niti ni šlo za to, da bi presojali muslimanski zakol živali, se pravi, ni šlo za to, da bi muslimani želeli v Sloveniji sami izvajati zakol neomamljenih živali z namenom darovanja ob njihovem prazniku. Šlo je za vprašanje, ali je v nasprotju z versko svobodo, seveda muslimanov, to, da v slovenskih klavnicah ni dovoljen zakol neomamljenih živali. Ker to je tisto, kar je ključno za muslimane, žival mora biti neomamljena, ko se jo zakolje, zato da lahko služi kot daritev. In v Sloveniji zaradi posebne določbe zakona o zaščiti živali v resnici zakol, zdaj govorimo zlasti o govedi, zakol neomamljenih živali ni dovoljen. Se pravi, vselej je treba živali omamiti in jih šele potem zaklati. Te teme so itak grozne, same po sebi. No in vprašanje, s katerim smo bili soočeni, je, ali je ta omejitev, da slovenske klavnice takšnega halal zakola ne smejo izvajati, a je to v nasprotju z svobodo, versko svobodo muslimanov. Tukaj je bila presoja, vam se sicer ne bo zdela, ampak je bila metodološko drugačna od te odločbe o praznikih. Ugotovili namreč smo, da ta omejitev, da je treba živali vselej zaklati, vselej omamiti pred zakolom, da ta določba posega v versko svobodo muslimanov. Ampak v praksi Ustavnega sodišča sama ugotovitev, da nekaj posega v vašo pravico ali pa svoboščino, še ne pomeni, da vam je ta pravica ali pa svoboščina tudi kršena. Zakaj? Ker če je ta poseg sorazmeren, to je zdaj spet čisto nov koncept, če je sorazmeren, če služi nekim drugim utemeljenim ciljem in interesom, potem je lahko dopusten. Se pravi, kljub temu, da vi svoje pravice nimate 100%, tako kot bi si jo želeli, ampak jo lahko imate samo 80%, je lahko to še vedno vse v redu, zato ker tistih 20% odstopite v neko širše dobro, v dobro nekoga drugega ali pa za kakšne tak podobne interese. Zdaj spet poenostavljam, da bo ta koncept jasen tudi nepravnikom. No in pri zakolu je šlo ravno za to vprašanje, ali je ta poseg, ta omejitev za muslimane, ki nedvomno je omejitev, ali je še skladna z našo ustavo. In Ustavno sodišče je odgovorilo, da je. Pravi, ta zakol, obvezno omamljanje živali pred zakolom je skladno z versko svobodo muslimanov in sicer zlasti iz dveh razlogov. Prvič zato, ker ne gre za, oziroma tako, prvič zato, ker ne onemogoča oskrbe s halal mesom v Sloveniji. Zelo pomemben faktor namreč je, da vsi muslimani v Sloveniji se lahko oskrbujajo s halal mesom, zdaj rečem, se pravi s takšnim mesom, ki je bilo zaklano od živali, ki so bile zaklane po njihovih pravilih. Res pa je, da prihaja to meso iz uvoza. Ampak vendarle na trgu je dostopno. In tudi dejansko niso zatrjevali, da nimajo dostopa do mesa, zatrjevali so samo, da nimajo dostopa do mesa iz slovenskih klavnic. In to je Ustavno sodišče prepoznalo kot ključno okoliščino pri tem, da ta poseg ni tako hud, da bi ogrozil izvrševanje njihove verske svobode. In drug pomemben faktor je bil ta, da je vrednota, ki jo je postavilo nasproti
verski svobodi muslimanov in dobro veste, da muslimani niso edini, ki poznajo omejitve, ne? Pri zakolu tudi židovska vera jih pozna, da je vrednota, ki stoji na drugi strani, to je varstvo dobrobiti živali, pomembna ustavna vrednota. Recimo, to je še ena posebnost slovenske ustave, vsebuje, hkrati z varstvom okolja in narave, varujemo tudi dobrobit živali. Skratka, dobrobit živali, pa čeprav gre za absurdno, ne, ali pa ironično, za njihovo dobrobit tik pred zakolom ali pa ob zakolu, je ustavna kategorija in če jo zakonodajalec uporabi za to, da omeji versko svobodo na tak ne preveč invaziven način, je to dopustno. Se pravi, dve pomembni okoliščini. Šlo je za varstvo neke druge ustavno varovane vrednote, ki ni bila nikakor ne usmirjena ali pa pogojena z neko veroizpovedjo, ne, varstvo živali pač je univerzalno. In druga pomembna okoliščina, dostop do tega mesa vseeno obstaja. Lahko, seveda tu v pravu so vedno pomembne nianse. Ta primer bi se lahko končal bistveno drugače ob minimalno drugačnih okoliščinah. Recimo, lahko si predstavljamo, pa si zastavimo vprašanje, kako bi se primer končal, če bi imeli opravka z muslimanskim mesarjem, ki bi trdil, da ne more klati mesa kot profesionalec v Sloveniji po halal metodi. Recimo nemško ustavno sodišče je bilo soočeno s takim primerom in je ugotovilo, da gre za kršitev. Tako da v pravu je lahko ena malenkostna okoliščina življenjska odločilno pomembna za drugačni izid. In če se vrnem, ti smo v primeru prej prazniki, ne, če se spomnite, mi smo presojali takrat zakon o praznikih. Ta zakon se ni ukvarjal z tem, kdaj si lahko človek dopust vzame. Ampak, če bi pa nekdo zahteval od nas presojo, ali morda delovna zakonodaja res omogoča vsem delavcem enako svobodo glede tega, da si lahko vzamejo dopust, prost dan, zdaj pa gledam z delovnopravnega vidika, tedaj, ko želijo praznovati verske praznike, bi bila pa morda presoja drugačna. Ampak bi pa seveda presojali tudi drug zakon. Zakon, ki smo ga presojali, ne ureja tega vprašanja, ureja ga pa nek drug zakon. Tako da to bi bil moj odgovor na to vprašanje, malo dlje sem potegnila, ampak upam, da je bil razumljiv. So še kakšna druga vprašanja? Prosim. Mene osebno zelo moti, da se kar pogosto v Sloveniji dogaja, da se ustavnih odločb ne spoštuje. Ponavadi se temu vsaj tako pritlehno politika, ne, velikokrat ali pa posamezne stranke ali pa več strank skupaj, velikokrat zavlačujejo z implementacijo. Ne vem, meni se to zdi, da če ne spoštuješ odločb Ustavnega sodišča kot najvišjega organa, ne spoštuje svoje države, ne? Kar bi jaz videl kot zelo zaskrbljujoče, ker če ne spoštuješ lastne države, je to hudo. Pa recimo mogoče, če pokomentirate ta primer financiranja privatnih osnovnih šol, kjer je, če se jaz prav spomnim, se vleče ta zgodba že nekaj let in trenutno je spet aktualna, vsaj tako trdi minister, da bo našel neko rešitev, ki bo primerna. Čeprav občutek je na vseh teh letih, ko se je to dogajalo, občutek je, da vsi poskušajo najti pot, kako bi obšli odločbo Ustavnega sodišča. Vsaj moj vtis je bil tak. Ja, hvala za vprašanje. Morala vas bom sicer malo razočarati. Ne bom mogla prav veliko komentirati, ker je primer aktualen še vedno pred Ustavnim sodiščem in se absolutno ne smemo izrekati, sploh pa ne v javnosti, o čemerkoli, kar bi lahko nas kompromitiralo oziroma zaznamovalo ali pa se bi vnaprej izreklo nečem. Lahko rečem sam zelo na splošni ravni in to je stališče jasno nas vseh, odločbe Ustavnega sodišča je treba spoštovati, tu ni nobenega dvoma. Vse, kar je manj kot to, je problem.
Ampak recimo, če vzamemo eno staro demokracijo, kaj je za Nemčijo recimo, ne, a je v Nemčiji procent ali pa delež ustavnih odločb, ki niso spoštovane enako kot v Sloveniji ali ne? Sploh jih ni. Jih ni, ne? Ne, če vprašate naše kolege, jih ni. Ampak kot rečeno, spet ne želim biti preveč kritična, jaz to vsem pripisujem spet deloma temu, da se še vzpostavljamo kot država. Ne, razumem tudi to mladost države in vse, ne, ampak nekako, če ljudje, posamezniki ne bi spoštovali odločb Ustavnega sodišča, bi še nekako razumel. Ampak da uradna politika to počne, se mi zdi res nesprejemljivo, no, ker politika bi morala biti za vzgled ljudem, da se spoštuje pravo, da se spoštuje odločbe Ustavnega sodišča, pa še marsikaj drugega, ne. Tako da, ampak razumem, da ne morete komentirati žal, primera, res kaj več od odprt, tega, ne ja. morem, sploh pa ne tega primera, niti res ne smem komentirati. Mogoče pod vprašanje, ima Ustavno sodišče kakršne koli možnosti oziroma instrumente, da v bistvu prisili nekoga k izvršitvi? Ne neposrednih prav izvršbe, seveda naših odločb ni, ne v smislu izvršilnega prava. Obstajajo določene možnosti, ki so tudi v preteklosti že bile izkoriščene, ampak tudi stališče o tem, kdaj in na kak način jih uporabiti, ni enoznačno ali pa ni soglasno, tako da tudi tu obstajajo različna mnenja o tem. In je to tudi eno izmed vprašanj, ki bo odprto, tako da žal ne morem na vse odgovoriti, tako kot verjamem, da bi si marsikdo želel, ampak to je ena izmed, kaj ne rečem, en izmed žrtev tega poklica, da v javnosti ne moreš... Da je omejena svoboda izražanja. Tako je omejena svoboda izražanja. Izvolite, prosim. Ja. Ja, to je vedno ena rešitev, ne? Ena rešitev je lahko vedno sprememba ustave. Je pa regionalizacija bolj politični problem, nedvomno, ali pa sploh čist političen problem. To pa dejansko ni problem, ne, za Ustavno sodišče. Tudi kar se tiče kritiziranja politikov, moram imeti precej zavezana usta. Pa tudi glede njihove hvale, no, tako da tu sem uravnotežena. Prosim, izvolite. Mene pa zanima, če se vrnem mogoče na tisti primer o prostih dnevih, ali je bila odločitev soglasna, ali so bile kakšne velike dileme, in zanima me tudi čisto nasplošno, ker normalno, da so mnenja različna, ne? Kako to postopkovno poteka, a se poskusite kaj, pač so kakšne argumentacije, se poskušate zbližati v stališčih, ali se enostavno glasuje in zaključi? Obe odločbi sta bili soglasni, kar je zanimivo. In ta o praznikih in ta o halal mesu, o zakolu. Je bilo pa pri praznikih, mislim, da ni bilo niti ločenih mnenj, če še to pojasnim. Ustavni sodniki imamo pravico
ločeno izraziti svoje mnenje. In to ločeno mnenje je lahko bodi si pritrdilno, kadar se strinjaš z odločbo, bodi si odklonilno, kadar se z njo ne strinjaš. Pri praznikih mislim, da ni bilo odklonilnih mnenj, pri mesu jih je bilo pa kar nekaj. Zdaj pa kako to poteka? Ja, vsekakor se veliko argumentira. Ravno naše seje so namenjene temu, da se izmenjajo argumenti in mislim, da to tudi zelo poglobljeno delamo. Mislim, da se v tem smislu zelo dobro dela na Ustavnem sodišču, da se poslušamo, da se slišimo tudi takrat, kadar se ne strinjamo drug z drugim. Je pa tako, da kadar presojamo zakone, to nujno pomeni, da v tem postopku presoje vprašamo tudi zakonodajalca, parlament in vlado, kaj si mislita o tem, kar trdijo pobudniki. Se pravi, ko mi dobimo neko pobudo, ko je ta gospod trdil, da je diskriminiran zaradi ureditve v zakonu o praznikih, smo mi to poslali v parlament in na vlado, da so nam svoje mnenje sporočili. In to vedno upoštevamo. Ne? Nujno je za nas slišati, zakaj je parlament sprejel neko rešitev. In seveda to tudi upoštevamo, ne? Jasno. Se ne moramo soditi samo na podlagi argumentov ene stranke. Tako da bi rekla, ja, ta postopek poteka podobno, kot pri sorodnih ustavnih sodiščih, je pa v glavnem skrit očem javnosti, to pa drži. Ne? Vi nas vidite zelo redko, ponavadi na televiziji takrat ob dnevu ustavnosti, ali pa morda, če je kakšna razglasitev javna ali pa javna obravnava, kar je pa res na Ustavnem sodišču redko. Delno je pa to pripisati tudi temu, da imamo ogromno dela, preveč. Preveč rečem ne zato, ker bi želela jamrati, ampak zato, ker preveč dela pomeni tudi nujno nižanje standardov svojega dela. Tako, če imaš preveč študentov. Mi imamo leten pripad ustavnih pritožb čez 1400. Namreč Ustavno sodišče se samo v enem delu ukvarja s tem, kar sem jaz opisovala, da presojamo ustavnost zakonov. In to bi morala biti naša temeljno poslanstvo, tisto, kar bi morali najbolj početi. V resnici moramo pa največ časa namenjati ustavnim pritožbam. To je pa tisto pravno sredstvo, ki ga lahko vsak posameznik, ki je imel nekaj na sodišču, en spor, na koncu, ko vse ostale poti izčrpa, pride še k nam. In to predstavlja pravzaprav večino našega dela in nas zelo, zelo obremenjuje. Še kakšno vprašanje? Mogoče še jaz. Vemo, da dom je izjemno pomembna dobrina za vse nas. Ustavno sodišče pa je v letu 2017 dom v bistvu preglasilo kot neko ustavno kategorijo in priznala tudi pravico do spoštovanja doma. Pa me zanima, če lahko malo poveš, kaj v bistvu ta pravica sploh zagotavlja, komu gre in kaj v bistvu sploh pomeni tudi za morebitne postopke izpraznitev, ki se vodijo zoper posameznike. Ja, res je, ta odločba je po moje kar ena izmed bolj pomembnih odločb Ustavnega sodišča v zadnjih letih. Šlo je za sprožilni primer, je bil pred upravnim sodiščem primer ene romske družine, mogoče ste zbrali o tem, ker je bil precej odmeven, ki si je v nekem romskem naselju na Dolenjskem zgradila hišo na črno. In v glavnem je celo romsko naselje bilo zgrajeno na črno gradnje, nezakonite, nelegalne gradnje. Inšpektor je odredil rušitev te hiše in v postopku se je postavilo vprašanje, ali se lahko pritožnik sklicuje na to, da bi ta rušitev hiše pomenila prekomerni, zdaj smo spet tam, nesorazmeren poseg v njegovo pravico do doma. In ne samo njegovo, do družine, ker mislim, da je imel 5 otrok, žena in 5 otrok je živelo v tej hiši, živi še vedno v tej hiši. Ustavno sodišče je tu razvilo prav eno novo pravico, posebno pravico do spoštovanja doma, ki smo jo seveda, nismo jo na novo izumili, je treba biti pošten, ampak smo jo prenesli v našo prakso iz prakse Evropskega sodišča za človekove pravice. To je tisto, čemur rečejo velikrat ljudje, bom šel v Štrasburg. To je še eno sodišče znotraj Evrope, ki dela podobne stvari kot mi in oni to pravico priznavajo. No, in zdaj jo je priznalo tudi izrecno Slovensko ustavno sodišče in res pomeni ta pravica, da se lahko v določenih primerih, to je zdaj spet treba zelo jasno definirati kdaj, se lahko posameznik sklicuje na to,
da mu država, ponavadi država, ne sme vzeti doma, če ugotovi, da bi izguba doma pomenila preveliko breme, glede na korist, ki bi jo s tem dosegla. Zdaj vam bom dala pa 3 plastične primere, zato da boste vedeli, da ne gre kar za vse splošno legalizacijo črnih gradenj. Recimo v tem konkretnem primeru bi rušitev te hiše dejansko pomenila za pritožnika, pa ne samo za njega, verjetno za celo skupnost romsko v tem naselju, brezdomstvo. In v taki situaciji, kjer so bile okoliščina primera spet specifične, to je, da je država in občina prej dolga desetletja tolerirala obstoj teh črnih gradenj, ni poskrbela, celo v bistvu jih je na nek način porinila tja v tisto okolje, pa bodite tam, potem pa v nekem trenutku verjetno ugotovila lokalna skupnost, da bi vendarle lahko tržila s temi zemljišči, da bi lahko od njih imela, da v taki situaciji ni dovoljeno ne zdaj nikoli te hiše porušiti, ampak določeno obdobje vsaj ni dovoljeno porušiti, ne da bi te ljudje prej imeli presojo sodišča glede tega, a je ta rušitev sorazmerna. Samo to smo rekli. Se pravi, te ljudje, ki jim hoče država hišo porušiti, ampak kadar je hiša njihov dom, ne vikend, naprimer, imajo pravico zahtevati od države, da sodišče presodi, a je ta ukrep sorazmeren. Drug primer, gospa živeča v neprofitnem, torej socialnem stanovanju, v hudi socialni stiski, določeno obdobje ni mogla plačevati najemnine. Občinski sklad ali kdorkoli že pač, je odpovedal pogodbo zaradi neplačevanja najemnine in sodišče naložilo izpraznitev, izselitev, spet izguba doma. In tudi v tem primeru je Ustavno sodišče reklo, tudi tu, v tej situaciji, ni dovolj, da sodišče gleda sam, res ni plačala toliko pa toliko obrokov, torej mora iti ven, mora pogledati, ali bo za to gospo v teh okoliščinah to, da mora zdaj iti iz tega stanovanja ven in morda ne more dobiti nadomestnega, morda je bolna, morda je tik pred tem, da umre, mora te okoliščine presoditi in ugotoviti, a bi mogoče to, da se jo izseli, kljub temu, da ni plačevala, bilo za njo prehudo breme. Ampak prosim vas, to ne pomeni zdaj, da lahko najemniki nehajo plačevati najemnine in bojo vedno ostajali v stanovanju. Absolutno ne. Tu je šlo za zelo specifične okoliščine, v katerih je bila ta ista gospa v postopku osebnega stečaja oproščena plačevanja teh najemnin in dokazano jih ni mogla plačevati ravno zato, ker se je znašla v hudi socialni stiski. Tisto, kar je zanimivo pri tem konceptu doma, je to, verjetno ste že opazili, da ni vezan na lastnino. Lastnina je nekaj, kar je sicer zelo svetega v modernih demokracijah, ampak tudi lastnina ima svoje meje. Lastnina se mora vedno izvrševati tako, da je zagotovljena njena socialna funkcija. In ravno v tem primeru smo rekli, tudi gospa, ki ni lastnica stanovanja, v katerem živi, ker je samo najemnica, se seveda ne more sklicovati na svojo lastnino, se pa lahko sklicuje na to, da ima v tem stanovanju dom. Tudi romska družina, ki uradno ne more biti lastnica te hiše, ki je črnogradnja, se lahko sklicuje na to, da je to njen dom. Ampak še ena posebnost, na pravico do doma se lahko ponavadi sklicujete praviloma samo takrat, kadar imate na drugi strani državo ali pa občino. Takrat je vaš dom pomemben. Ne bi pa igral take vloge v čistem zasebnem razmerju. To pomeni, če vi najemate stanovanje od enega zasebnika, ki vam oddaja, privatna oseba, fizična, ki vam oddaja njegovo nepremičnino, pa bi nehali plačevati najemnino, je vprašljivo, če bi sodišče tudi v taki situaciji vas kot najemnika zaščitilo, ker bi tista lastnina najemodajalca uživala vsaj enakovredno varstvo. Toliko na kratko. Še kakšno vprašanje? Ja, najbrž, ja. Ja. Saj veste, da pravica do pitne vode je relativno nova, zelo nova. Tako da primera v zvezi s to pravico sploh še ni bilo. Ampak pristop sodišča je pa enak. To, kar sem opisala zdaj, ta test sorazmernosti, to mi stalno počnemo. Vedno. To je
pač eden izmed naših pristopov, kadar presojamo posege v pravice. Mogoče še zadnje moje, zaradi tega, ker tudi nekaj študentov in smo predavatelji, še nekaj z področja avtorske pravice, ker je za nas zelo aktualno. Pred kratkim je bila sprejeta sodba sodišča EU, ki se je opredelila do tega, kaj pomeni vključitev fotografije kot avtorskega dela v predavanje. In me zanima, kaj po tvojem mnenju to pomeni za nas, ki pač imamo neka predavanja, slikovna, PPT izročke in se vključuje tudi fotografije, ki se jih najde na internetu, kljub temu, da navedemo vir, ki smo jih dobili, a to pomeni že kršitev avtorske pravice, ali je to dovoljeno zaradi namena citiranja oziroma zaradi namenov predavanj, smo v kakšni nevarnosti ali smo na varni poti? Ja, res je, to sicer ni vprašanje ustavnega prava, ampak je pa zanimiv praktičen problem. Namreč vsi tisti, ki predavamo, pa tudi študentje, končno, se velikokrat zgodi, da za razne namene uporabljamo materiale, ki jih najdemo na internetu, fotografije, tabele, skice, karkoli, ne. In se je dejansko postavilo vprašanje, ali je to dovoljeno, ali je dovoljeno skopirati fotografijo in jo prenesti recimo zdajle v ta PowerPoint in ga vi tle gledate, pa še objavljen bi bil recimo na spletni strani univerze. Sodišče EU-ja je presodilo, da gre za kršitev avtorske pravice. To je lahko problem. Zdaj, če je predavanje, tako moram začeti, če je tista fotografija noter z namenom citiranja, to pomeni, da želite ponazoriti neko svojo misel, potem z vidika slovenskega prava načeloma ne bi smel biti problem. Zlasti še, kadar je uporabljena v nekomercialne namene. Primer je bil čist resničen. Ena deklica v Nemčiji je v svoji PowerPoint prezentaciji uporabila eno sliko španske Kordove, mesta. In ta PowerPoint prezentacija je bila pa objavljena tudi na spletni strani šole in fotograf te fotografije je zahteval 400 € odškodnine. In ta primer je prišel pred sodišče EU. Tako da načeloma se fotografije lahko uporablja, če jih uporabljamo z namenom ponazoriti svoje misli, tisto, kar izražamo s predavanjem, in če ne gre za komercialni namen. To je zdaj, že takoj smo lahko tle na spolskem terenu. Ne? In vedno navesti vir, to se pravi avtorja in od kod izvira. Po drugi strani, če bi pa uporabljali tuje fotografije čist za komercialne namene, recimo za neko svojo reklamno brošuro, kjer oglašujemo nek svoj festival, bi pa to že lahko bila težava. Skratka, ne moramo kar jemati stvari, ko jih najdemo na internetu za svojo uporabo, zlasti, kadar gre za komercialne namene. Kakšno vprašanje? Potem bi pa jaz na tej točki zaključila. Dr. Mežnarjevi se najlepše zahvaljujem za današnjo odlično predavanje. Mislim, da smo jo vsi izvedeli nekaj zelo zanimivih misli, ki nas so obogatile. Vam pa se lepo zahvaljujem za vašo udeležbo in pozornost in vas lepo vabim na še neformalno druženje v avlo.